In lep pozdrav voščim Vanja Trkman v današnjih korakih do uspeha, kot si bomo vzeli čas za sprehod med vinskimi kletmi, kolesarsko turo po Nanosu, za ogled kakšnega izmed številnih gradov, ki se skrivajo na Vipavskem, no vsaj prek radijskih valov. Danes sta namreč z nami vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Trg Vipava, gospod Rajko Bajc, dober dan. Dober dan. In pa Davorin Mesesnel z Cejkotove domačije na Gočak, dober dan tudi vam. Dober dan. Na uvodoma še zahvala podjetju Spinte, ki podpira podjetniške oddaje na Radiu Robin in častnemu pokrovitelju oddaje Goranu Miškolinu, lastniku in direktorju podjetja. Najprej ena kratka predstavitev današnjih gostov. Gospod Bajc, na občini Vipava ste urbanist z licenco tudi projektanta arhitekture. Kako ste zašli v turistične vode, kaj vas tu privlači? Ja, dober dan, hvala za povabilo in upam, da bomo, glede na to, da to ni moje področje, bomo probali čim krajše povedati. Jaz sem si sicer napisal, da ne bi kaj pozabil, da to bi par stvari nakazal. V bistvu povabilo za urbanista sem dobil od prejšnjega župana Goran Kodelje, ki me je povabil, vendar nažal nisva našla skupnih točk in pri naslednjem mandatu, ki ga je prevzel Anton Lavrenčič, smo pa postavili skupne cilje in v to smer tudi raziskujemo in razvijamo Vipavo kot urbanistični del in turistični del. Zato je ta poklicna sodelovanje med urbanistom, arhitektom in turistom zdaj v tej fazi dejansko pripomogla, da sem se odločil, da prevzamem začasno, ker so bile te zadeve kot luknja, ker je bivši direktor dal odpoved, da zapolnim to luknjo in nadaljujem neko vizijo, ki smo se jo na občini zadali in usmerili. V razburkanih časih, nažalost. Ja, res je, nažalost. Tako, zdaj, če se morda vseeno še dotaknemo tega področja, kako torej peljete Zavod za turizem, glede na ta manko? Ponudili ste tudi svoje plače, recimo, da bi ga pokrili? Ja, plače so bile kot... Dobro, glede na to, da delam kot urbanist v Vipavi, sem rekel, tako in tako prihajam v Vipavo, bom si pač vzel čas, da pomagam županu in zavodu, da se ta stvar premakne, dokler ne dobimo novega direktorja. Plače so bile pa pač prav zaradi tega kot podarilo občini, da pridemo in začnemo z nulo. Jasno, prve stvari, ki jih spoznavam, smo videli, da minus je nastal zaradi nekontroliranega odhodka. To je jasno in jaz zmeraj pravim, kolikor imaš v žepu, toliko lahko tudi porabiš, več ne smeš. In to sem jim zadal prvi dan. Ugotovil sem, da so preplačevali računovodske storitve in prejšnji teden sem podpisal novo pogodbo, ki je več kot polovico nižja od prejšnje. Skratka, dela bo še nekaj, kako bo deloval zavod, bomo se še dotaknili v nadaljevanju. Ponudnike na Vipavskem danes predstavljate gospod Davorin Mesesnel z Cejkotove domačije. Čisto na kratko lahko rečemo, da ste ruševino v spomeniško zaščitenem območju spremenili v pravcato zgodbo o uspehu. Že sam ta del, verjamem, da vam je odnesel veliko živcev, da ne rečemo denarja. Kaj vas je gnalo, ali bi kaj spremenili, če bi se vrnili v tiste čase? Da, jaz sem spremenil nič, ne. To jaz moram pa tukaj povedati, da začetnik je moj tata in moja mama, ne. Moj pokojni tata bo res vizionar. Je videl neko zgodbo v tej hiši, ki so študenti arhitekture leta 86 bivali v vasi Goče. Mi tudi to zgodbo pokazal, te hiše. Jaz sem to sprejel in hišo kupil 91 leta, no, in smo to obnovili z lastnimi sredstvi, res je bila napor, da smo to obnavljali, samo mislim, da se je to izplačalo, no, res. To je zgodba, ne vem, ljudi, ki prihajajo, ki vidijo to zgodbo našo in so navdušeni in se vračajo. Jaz si želim, da bi tudi kakšen drugi v vasi neko podobno zgodbo pelil, kot pelem jaz. Je veliko potencijala, kaj ne? Potencijala je veliko, res. Samo morajo ljudje začutiti, da se da neko zgodbo za Goče napraviti. Se tukaj moram pohvaliti Anjo Godnič in ekipo, predsednica krajevne skupnosti, so res se na stvari uspeli napraviti in delajo. Sam
za turizem je to še zmeraj malo premalo. Ne? Ja. Nekoliko se bomo v današnjih korakih do uspeha vrnili v tisti čas nekaj let nazaj, ko je vodnik, priznani vodnik Lonely Planet, Vipavsko dolino poimenoval skriti dragulj v osrčju Evrope. Dušan Mesesnel, ste na Cejkotovi domačiji na Gočah, Davorin Mesesnel, se opravičujem, ste na Cejkotovi domačiji na Gočah kmalu opazili učinek te pohvale? Jaz sem tega gospoda novinarja tudi gostil. Je tudi pri meni, ne? In moram tudi povedati, da sem na njih gostil 28 fotografov, ki so bili pri meni iz celega sveta, ki sem jih gostil na kosilo, ne? Odzivi teh novinarjev, ki res prihajajo k meni, ali slovenskih, ali pa tujih, nad Vipavsko, na celo Slovenijo so navdušujoče, res to. Jaz, ki jih spremam hor na terasi, ki pogled na Vipavsko dolino, proti Nanosu, proti Colo, proti Vipavi. Kaj jih najbolj navduši? V raju. Ta tišina, ta mir, te stare strehe, pogledi prekrasni na vse strani. Ne vem, to okolje, ki je res tako mirno za ljudi, ki živijo v teh velikih mestih, je nekaj drugega, nek drugi svet. Jaz pravim, moramo ohraniti to, kar imamo, to zgodbo. Pa je bilo po tej omembi vseeno nekoliko več prepoznavnosti, kako jo ocenjujete? Ja, res je bilo. Jaz sem tudi verjetno malko še ve, da sem leta 2018 gostil gospoda Andreasa, ki ga STO povabil v Slovenijo, ne pripravi teren za 10 ameriških novinarjev. Mi govorimo od Forbesa, New York Timesa. To so bili novinarji, ki so pri meni. In leta 2019, konc leta mi je rekla žena, Jelka, poslušajmo šal, zmanjšamo, se ločimo. Da moram več. To je bilo res. In dobro je prišla korona, da je vse stvari postala malo dol nazaj na neke realne tla. Ne vem, kako se bi končala zgodba. Gospod Bajc, kako je pravzaprav dolina izkoristila po vaši oceni to nekoliko nesluteno pozornost strani tako vplivnega medija? Kaj bi lahko po vaši oceni morda naredili bolje, če sploh? Ja, čutek je, da smo jo izkoristili dobro. Zdaj, jasno, Vipavska dolina kot naravna destinacija z vodo, možnosti za kolesarjenje, turizem v vinarskih in ostalih delih, je potencial, ki ga lahko še razvijamo. In na ta način tudi delamo in v to smer se razvijamo. Kako pa poteka promocija sedaj v okviru zavoda? Koliko se ji posvečate? Ja, promocija je sicer zdaj v povodu, tega, ker do zdaj mislim, da je bilo malo premalo tega vključenega, tako da delamo na tem, da se ta del razvije v vse medije, ki so pač možni. Kako pa vi ocenjujete ta del, bomo rekli, ta promocijo strani recimo nekih pristojnih inštitucij? Promocija je zmeraj dobra za vse nas tukaj v Vipavski dolini. Več ljudi, ki bo za Vipavsko dolino slišala, več ljudi bo prihajalo. Jaz pravim tako, da moramo stopiti potik. Zdaj, če bo to premasovna stvar, ker tudi Vipavska dolina, vidim potrebe po spanju so velike. Prvi dan sem imel goste, ki prihajajo z jih meni in ki smo šli skupaj skozi te nastanitve, niso dobili proste sobe v Vipavski dolini, so šli spati v Ajšovico. Zdaj se treba vprašati vsi skupaj, da treba tudi nekaj na temo napraviti, da povečamo kapacitete spanja in gostom, ne samo tistim enodnevnim, ampak tistim, ki bi ostali več časa, ki bi izkoristili, vse te naše danosti, ki jih ima Vipavska dolina, ki so prekrasne. Kako pa gostje sicer pridejo do vas? Kako je recimo ta ameriški novinar slišal za vas? Ja, to je res ena taka zgodba. Jaz sem tako srečal, kdo mi stoji nad mano gor. Gostje in novinarji prihajajo z celega sveta. Kdo jih tu pošilja, jaz ne vem, do STO, ne vem, vse TV, doživel sem že razne TV stvari, teh novinarjev, ki prihajajo in tu pišejo. Jaz sem še zmeraj tega mnenja, da najboljši je ustna reklama. Ljudi, ki doživijo našo zgodbo, ki povejo svojim prijateljem in prijateljem in se vračajo in to niso več pač samo moji gosti, ampak so moji prijatelji. In to je, jaz rad vidim, da se ljudje počutijo kot doma in da odhajajo z nasmehom in se vračajo z nasmehom.
Dober glas seže v 9. vas, kaj ne? Kraji na Vipavskem ponujajo številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, za plezanje, kolesarjenje, pohode, sprehode in že smo tudi pri vinskem turizmu. Recimo Goče imajo preko 1000-letno vinarsko tradicijo, ki jo je cenil med drugim tudi Dunajski dvor. Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Trg Vipava Rajko Bajc, kaj pa je po vaši oceni tisti glavni adut območja, je staviti torej na vinski turizem? Ja, prvo je naše okolje z jasno vinskim turizmom, zdaj se razvija tudi apiturizem. To je neka novost, ki smo jo sicer hoteli z ambientom, ki ne bi bil postavljen v Vipavi, ampak nismo uspeli z zvezo za čebele iz Slovenije. Skratka, je veliko čebelarjev na tem območju. Ja, in zdaj se to razvija na Nanosu, tudi v dolini, tako da jaz mislim, da to je neka nova dodana vrednost. Plus oljkarji se pojavljajo tudi v dolini in tako da mislim, da zraven turizma bo in kmetijstva bo tudi ostale dejavnosti, kot je to, kar sem omenil. No, Davorin Mesesnel z Cejkotove domačije na Gočah je tudi danes z nami. Kaj pa je po vaši oceni paradni konj zares tega območja? Pri vas se ustavljajo, smo slišali, novinarji z celotnega sveta. Ja, to je pravi vinska trta, ki je tukaj od zmeraj, že z Rimljanimi, ki je prišla sem, ne. Prelepi naši hribčki, prelepi pogledi, kolesarske poti, ki so pogledi res na kras, na vse strani tega plezalne stene, ki so tukaj gore. Vipava, ki po mojem bilo še, ne vem, jaz ne poznam razmer, ne, kako bilo to Vipava, po mojem se bi da še kaj izkoristiti, tudi reko Vipavo, ne, čista reka, lepa reka. Številnimi izviri. Ja, vse to so pač tevi tudi gradovi, ki smo šli še na začetku, ne, ki so premalo tukaj noter, ne, ki mi se sramujemo na vseh teh stvarih, ki so namesto bi izkoristili, pač je to tako, ne. In vinski turizem, ja, bodočnost ima prepleto vseh raznih drugih stvari, od kulinarike do vseh teh stvari, ne. Nisem pač vinski, bi moglo biti vse skupaj neka zgodba, neka povezava, ne, vsega tega. Nadgradnja. Ja. Kako je pri vas, recimo, prejle ste omenili nekaj na temo butičnega turizma, kaj ne? Danes pravzaprav lahko rečemo, da velja tudi ta rek, manj je več. Bi se strinjali? Ja, res, da če imaš neko preveč ljudi, ne. Da se boš posvetiti človeku, ne. Jaz rad vidim, da tisti, ki pride k meni v naši družini, da pride kakor domov, da se mu posvetimo. Jaz vsakmu gostu, ko prihaja, mu povem, kam prihaja, mu razložim pa zgodbo, zgodovine vasi, zgodbice vasi Goče, ki so se dogajale, jih popeljamo klet, da vidijo, kako to podzemlje izgleda. Kako so ja, da ni samo hrana, ker hrana, jaz se dostikrat vprašam, ko mi prihajajo gosti iz cele Slovenije od posod, da se bi lahko ostali, kamor se bi želeli ostati. Ker restauracije, gostilne je nešteto, ne? Sem verjetno ne prihaja z razlogom, ne? Da doživijo neko tako stvar. Pristnost okusov, recimo ja, sveže nabrani šparglji tudi. Ja, ker mi imamo kmetijo, imamo vinograde, imamo prašiče, imamo živino. No, zdaj sin se preselil še na večjo kmetijo, tako da sem mu živino dal s sabo. Tako da imamo svoje meso, sušimo in ponujamo te sezonske stvari, ki so, ja, to je ta naša hrana. Je dovolj ponudbe, da se gost ne dolgočasi ali opažate prav nasprotno? Prejle ste rekli, da jih prav ta mir pritegne. Vipavska dolina je velika, ne, ima različne teve stvari. Jaz tudi vidim tukaj fante, ki se med sabo poznamo in sodelujemo, tako da jaz nimam nobenega problema s tem, če jaz imam, da pošljem drugam, da oni pošljajo k meni in jaz vidim, da je tako sodelovanje, no. Ja. Gospod Bajc, kako ocenjujete vi to ponudbo dodatno, recimo? Ja, dodatna ponudba je nujno potrebna za razvoj in Vipave in celotne doline. Ker mi ne smemo puščati, da je samo Vipava vir vsega, ampak je celotna dolina živi, mi v
v svetu, kot dolina smo nekaj, sama Vipava smo ena majhna pikca, to, kar smo prej govorili. Koliko pa se recimo pri vas ustavljajo po informacije gosti v zadnjem obdobju, morda imate kakšne podatke? No, ta podatek sem si pa napisal, se pravi, v letu 2023 jih je bilo 7891, v 2022 pa 7603. To je nek podatek, da se rast povečuje, jasno, mi moramo pa dajati še nekaj novega, da bo še več, da jih bo še več prišlo, pa da jih bo še bolj zanimalo prihod v Vipavo. No, sedaj je ravno trg bil v prenovi, tako da verjetno je bilo nekaj manj obiska tudi na ta račun. Tudi to je res, zdaj se pa pokazalo, da prav trg privablja ogromno, da bi rekel po domače, firbcev, ki bi radi videli, in Primerjanci, ki je znana kot taka v Vipavi, je zdaj najmanj podvojilo ali še povečerilo število gostov. To se vidi vsak dan. Kako gosta zadržati, da ostane več dni, je nekako cilj številnih ponudnikov, pa tudi krovnih organizacij, ki delujejo na tem področju. Gospod Bajc, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Trg Vipava, kakšen naziv dolg trenutno imate? VD, skrajšite. VD, tako. Koliko je recimo v povprečju gost na Vipavskem, imate ta podatek? Koliko pa bi si želeli? Želel, da mi ga dajo, se pravi, v letu 2023 je bilo 1,9 noči. Skoraj 2 noči. Stremimo pa na 2,5. To je nekaj tak kratkoročni cilj, jaz mislim, da lahko gremo tudi naprej. Jasno, moramo vzpostaviti nastanitvene kapacitete, ki manjkajo. Ena je Adria, ta druga je stara vinska klet, vse sicer v privat lasti, ampak mi spodbujamo, da bi se ta stvar čim prej vzpostavila in izvedla. Recimo Adria, ki je že služila temu namenu, ima kar velik potencial za nastanitve, koliko računate? Najboljši. Zaenkrat najboljši, prvič je blizu trga, vse je tam blizu, tako da to je najboljši. Je pa tudi stara klet, ker je značilna glede na staro klet, ki je bila prva klet v Vipavi, tako da tudi tam je potencial možen in velik. Oboje ste rekli, je še nekako v privatni pobudi, kar je tudi prav na nek način. Veste, kako daleč so postopki? Ja, mislim, da za Adrio se pridobiva gradbeno dovoljenje, za tole staro klet pa smo v dogovoru z lastnikom, da bi pol mu tudi dali še zadaj izhod, pa neka parkirišča, ki jasno v Vipavi manjkajo, da ne bi pol gostje imeli problem, težave, ja. Gospod Davorin Mesesnel, slišali smo, prej ste tudi sami izpostavili težavo s prenočišči, tako da nekaj se premika tudi na tem področju. Recimo, kako pa vi gledate na to povezovanje? Pošljete recimo kdaj gosta v druge destinacije? Ja, to je pri meni že dolgoletna praksa. Ker jaz nima še spanja, tako da delamo na projekte, ene hiše, zraven te naše hiše, Cekota domačije. Sva z Jelko kupila to hišo. Trudva se, da bi čim prej končala, da bi imela 2 sobe in 2 apartmaja, ker zdaj v Vasi Goče so samo 2 sobe za prespat. Zdaj je kupil tudi gospod Matijas z Nemčije, to je večjo domačijo v Vasi Goče, samo to je projekt, ki bo trajal po manj 3-4 leta. Tudi on misli vzpostaviti spanje, neke apartmajčke. Tega premalo, ja. In jaz zdaj, ker nimam, pošiljam goste sosedam. Blizu in daleč. Od blizu in daleč grejo spat, kamor dobijo. Problem je to, ker je težko dobiti v Vipavski dolini. Posebno zdaj ta teden, ker tudi prihaja festival Zelena v Vipavskem križu, ni proste sobe v Vipavski dolini. In jaz sem enkrat doživel to stvar, da smo z ene tujce iskali skupaj z vsemi ponudniki in da smo dobili eno sobico za prespat v Podnanosu. Tu bo treba še nekaj narediti. Gospod Bajc, kako se vi povezujete z ostalimi destinacijami, pa morda v tej luči, ravno ker se je prejšnji teden zgodila ta podaja nesoglasja direktorici Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, to lahko tudi ustavi recimo delo te destinacije, bomo rekli, ki je tudi mlada po svoje. Se povezujete, tudi Vipava ne nazadnje je del destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina? Ja, mi smo tudi del
Vipavska dolina mediteransko-kraške regije. To smo dejansko tudi jaz takoj ob mojem nastopu bil zraven, so nas povabili, smo bili tudi v Kobaridu, v Brdih, tako da moram reči, da oni zelo delajo na tem in mi se dejansko bi radi in se bomo povezali z njimi, ker mislim, da je potrebna, se ne smemo osredotočiti samo na en kraj, ampak dejansko na celo dolino plus ostale še širše, do Mediterana. Ker je to cilj vseh, da si en drugmu podajamo gosta z kvalitetami, ki jih ima vsak posamezen kraj. Ja, če se malce posvetimo prav vasici Goče, spomeniško zaščitena vasica. Vas je pravi magnet za obiskovalce, je pa potrebno še kar veliko postoriti. Gospod Mesesnel, kaj je trenutno največja ovira? Infrastruktura? Ja, zdaj stopam do, ne vem, kako delče ta kanalizacija. Ta elektrika, TV kable, se to po mojem, ne vem, se to se Rajko brez spoznanja, to ne bi mogli spraviti dol zido, ne, pod zemljo dati, ne, da bi to res ostalo tako, kot je bilo včasih. Da je bila vas taka, kot je bila na fotografijah ena pilona. In danes no podatek, da je na fotografija v Narodni galeriji čez celo steno, od mojega starega tata in sosedovega strica. Tako da, ja, je pa res, dosti stvari, da treba postoriti in jaz imam problem tukaj, zdaj starejša populacija, ne, ki so sami ostali in hiše, če ne popravljajo strehe, pač hiša se poruši in nažalost, če ne bo neke stvari, ne. Je pa tako, da v očeh tujcev je to prekrasna vas, v očeh domačinov je pa to zelo težko, ne. Je pa res, življenje je drugačno, ne, treba to sprejeti, ne, da ni to enostavno. Živeti v taki vasici, stari, se treba prilagoditi, saj se bi morali vsi skupaj prilagajati in nekaj na temo napraviti. Torej bi lahko imeli malce več posluha odločevalcev s te postopki, tudi obnove, recimo. Gospod Bajc, ker ste malce iz tega foha, kako vidite, so kakšne rešitve tudi za take zagate? Ja, jaz sem sodeloval tudi pri tem OPPN-ju, ki se je delal za Goče in se še zaključuje. Smo pa tudi v plan dali širitev nekaj Goč za individualno gradnjo, ki je manjka. Ker zdaj vse v vasi se ne da in se pravi, nekaj smo dali potenciale. Kako se bo razvil, bomo videli, ker je to še v postopku plana. Sprejemanja plana. Tako da to je nekako se pazi sicer na Goče, ampak je treba dati tudi neko možnost razvoja. Kaj še ovira morda razvoj prav turizma? Ne želite si masovnega turizma, pa vendar vasica je magnet, privablja obiskovalce. Morda kakšna dodatna ponudba? Ja, mogoče premalo poudarjamo, da smo mi Benetke v malem. Mi imamo vodo skrito v zemlji in mi imamo deltasti izvir, kjer ga ni nikjer v svetu. In to je, pozabljamo na neke take in kulturne zadeve, da ne govorimo o Vipavcih, ki so se tukaj rodili in so prinesli, da ne govorimo o faraonovih Anton Laurinu, ki je prinesel tole in kup drugih, ki jih moramo še poudariti in dati ven, narediti muzej za vse Vipavce in skratka, na tem delamo, no, na tem kot projektant in tudi zdaj tudi v vlogi Zavoda za turizem. Ja. Vem, da se je pred leti delalo, recimo grad v Ložah je tudi tak impozanten. Kako je, kaj tam napreduje ta Nažalost, za grad Lože ne vem pa, da je to tudi velik potencial. Jasno, nimajo denarja in to tukaj se konča. Je pa potencial za neke razpise, ki se bojo sigurno z leti še odpirali na državnem ali pa na evropskem nivoju in to je treba izkoristiti. Zato to, kar smo prej govorili, mislim, da tukaj bom izpostavil kar rod, ki bi moral skrbeti za razpise in poiskati potem potencialne investitorje za te razpise. Prejle sva govorila, omenili ste, da ima kulturni turizem velik potencial. Ali vidite kakšno priložnost morda tudi v tem projektu Evropska prestolnica kulture, ki prihaja naslednje leto na območje Goriške in naj bi povezala pravzaprav celotno regijo? Ja, moram poudariti, da smo
pri enem razpisu uspeli, to je bila hiša Zdravljica v Podnanozu, ki se zdaj pripravlja za razvoj in tako naprej, tako da to bo en velik potencial. Druga zadeva je pa, ker smo se kot zavod prijavili na razpis za EPK, za ta razpis in čakamo, tukaj pa nova opera Leonardo da Vinci. Aha. To je cilj in to je Še ta naš velik projekt smo potencial, da bomo potegnili skozi Leonardo da Vincija Vipavo še bolj na svetovni zemljevid. Kako izboljšati ponudbo teh krajev? Nekaj smo že govorili na to temo, tudi v luči povezovanja, gospod Davorin Mesesnel. Povezovanje mora biti, jaz se s tem absolutno strinjam. Ne? Možnosti so velike. Tukaj je razpršenost teh vinarjev, ne? Vsak ima drugačno vino, ne? Mi smo pač butik, mi nimamo količin, da bi nekam to prodajali kot eden, ki to nahre, ne? To spravim, da v hotel spije v 14 dnevih naše vino. Treba ohraniti te lokalne stvari, ki so. Te naše lokalne sorte, če smo se nekaj vinogradništvo, no pa mi tukaj prodajajo Chardonneja, Sivha Pinoja, jaz verjamem, da so vrhunski, sem imel biti na zeleno, na Pineli, na Vitovski, na Malvaziji, Rebuli, teh starih sortek, sploh jih ni več. Ne. In to, jaz vidim, goste, jih zanima to, ne. Tisto pristnost, avtohtonost, tukaj z našega konca. In treba ponuditi in se povezovati, ne, ker mi smo res majhni in Vipavsko dolino pa sploh, ne. Gosti, ki prihajajo iz celega sveta v majhno vasico Goče, recimo to še posebej opazijo, verjetno. Ja, to pa res, ne, ko doživijo ta mir, ne, to tišino, ko sedijo s pogledom na nanos in na cel, ne, sanjih je to nepredstavljivo, res. In to jaz se spravim, da to mora to dostati tako, ne, da ljudje to doživijo, ne, ker tega po svetu skoraj ni več, ne. Mogoče še koga spodbuditi, da bi se priključil tej zgodbi. Včasih je namreč težko samo v te turistične vode. Ja, jaz tudi tebe mlade fante, ne, tudi spodbujam, da bi se zdaj se nekaj premika, nekaj se ne sam izpravim še malo prepočasi, ne. To je eno mačo više bomo videti vse skupaj, ne. Ne pa, da bi šlo to v neko maso, ampak v butik ti se te pravi, ne. Ljudje, ki prihajajo, jaz tudi vidim, ki so fanti, tebi mladi vinari, da tudi oni sprejemajo take majhne skupinčke, da jih pelejo, da povejo in to mora tudi ostati tako, ne. V vinograd, da vse to, da se pokaže vinograd, tebe naše, da se pokaže vse tebe naše kleti, ne vem, to našo zgodbo, tebe naše stare vasi. Gospod Rajko Bajc, slišali smo, ne sme biti meja, občinskih meja pri vsej tej zgodbi, pa vendar v praksi se velikokrat dogaja. Kaj opažate sami morda sedaj na tej funkciji? Res je, zato pa moramo ponuditi roko vsem tistim, ki so pomoči potrebni in se vidijo na našem vlaku prihodnosti, pravim s tem. Skratka, eni z drugim bomo uspeli, sami pa sigurno ne. Tudi iz tega naslova vabim vse, ki želijo, naj se obrnejo na nas, bomo iskali skupno rešitev in skupno rešitev bomo prišli do zdaleč. Je pa to povezovanje, kot sem dejala, v praksi malce težje, pa vendar se dogajajo premiki tudi na tem področju. Recimo, eden takih je bil tudi, da je občina Vipava prvič predstavila občinsko vino tudi na tem skupnem dogodku županov Vipavske doline. Ja, seveda. To so taki dogodki, ki se jih zdaj upam, da se bojo prijeli in bo ne samo to, so bile tudi mesarije na Zemunu, ne na Zemunu, gor na Vipavski kleti in tudi drugi dogodki, ki mislim, da bodo privabljali in povezovali tudi druge slovenske proizvajalce, ne samo Vipavska dolina, tudi druge. Je Vipavska dolina še vedno skriti biser? Ali ga že odkrivajo? Ja, sami ste videli iz raznih medijev, da se odkriva, tudi za tujce. Jasno, upamo, da se bo odkril še kaj več, kar se je. Tudi mi sami s tem odkrivamo stvari, ki jih smo pozabili ali pa zdaj jih moramo obuditi nazaj. In pa seveda butični turizem, kaj ne? To pa je osnova. Nažalost, glede na kvaliteto oziroma na kapaciteto, ki jo imamo. To je dejansko edini butični turizem možen. Pa tudi pristnost, kaj ne, gospod Davorin Mesesnel? To je tisto glavna stvar, da začuti gost res, da je prišel in da je dobrodošel.
Če tega ni nič. Ja, hvala vama za te zaključne besede, da ste si vzela čas in prišla v nas studio in za pogovor, tako da upam, da še kdaj in pa srečno na turistični poti obema. Hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami in prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.